Spoštovani, lepo pozdravljeni na prav posebnem dogodku, otvoritvi tematske razstave Sodobno slikarstvo v okviru projekta Zlata paleta 2021 Zveze likovnih društev Slovenije. Poseben pozdrav gre gostom, gospe podžupanji občine Šentilj, gospe Blanki Božič, predsednici Zveze likovnih društev Slovenije, gospodu magistru Zoranu Pozniču, predsedujočemu članu žirije Zlate palete, Sabrini Hudales, vodji območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, pesnica pri Mariboru, in Frani Senčič, predsednici Zveze kulturnih društev občin Kungota, pesnica in Šentilj. Danes je galerija in muzej Methansova hiša v Zgornjem Dražen vrhu prostor, v katerem bodo razstavljena likovna dela umetnikov iz cele Slovenije. Ta stara hiša, v kateri se danes nahajamo, je promotor lokalne slovensko-goriške dediščine. Leži v krajevni skupnosti Zgornja Velka, ki kot vas postaja turistični biser občine Šentilj in jo krasi cerkev Marije Snežne. V hiši se srečujejo ljudje na likovnih razstavah, kolonijah, literarnih dogodkih, kulinaričnih večerih, stalna pa je bogata etnološka zbirka. Med obiskovalci so bolj ali manj znani pesniki, pisatelji, akademiki. Pogosto hišo obiščejo domačini, okoličani in šolarji. Gospod Leopold Methans je takratno Holerjevo hišo kupil na dražbi in tako začel pred 15 leti graditi svojo zgodbo. Že od malega je rad zbiral stare predmete, z izpraznitvijo na novo kupljene hiše pa je za svoje predmete dobil tudi prostor. Zbirka je danes že zelo velika, predmeti so razporejeni v 2 podstrešnih sobah in na hodniku. Zelo ponosen je tudi na zbirko fotografij, o katerih zna gospod Methans zelo veliko povedati. To so hišne, družinske, vaške zgodovinske zgodbe o ljudeh in preteklosti. Methansova hiša postaja s svojo etnološko zbirko pomemben in enakovreden partner muzejem pri ohranjanju kulturne dediščine. Gospod Methans pa je njen promotor tudi pri Evropski zvezi. Po kratki predstavitvi hiše, v kateri se nahajamo, pa je čas, da nam uvodni pozdrav nameni Sabrina Hudales, vodja območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, pesnica. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, tudi v mojem imenu. Kot ste opazili, verjetno že sami, je v tej hiši združena dediščina in umetnost. In prav to daje tej hiši in temu prostoru prav poseben čar. Je uspeh in je navdih našemu velikemu umetniku, ki je 200 let staro hišo s svojo dušo, srcem in veliko žrtvovanja rešil propada. Gospod Leopold Methans je član likovnega društva Gornja Radgona, je nosilec številnih priznanj Zveze kulturnih društev občin Kungota, pesnica in Šentilj, v okviru tematskih razstav Zveze likovnih društev Slovenije Zlata paleta, pa je tudi lastnik 6 certifikatov kakovosti ter 2 srebrnih in 1 zlate palete. Na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti smo ponosni na njegove uspehe in ker prav ta teden obeležujemo teden ljubiteljske kulture, smo veseli, da smo lahko današnji dogodek umestili v seznam številnih dogodkov, ki se bodo v tem tednu zgodili. Čeprav je bila kulturna dejavnost v skoraj leto in pol zaradi vsem znane situacije premaknjena v druge okvirje, je čutiti, da se spet prebuja. In zaključujem z mislijo. Kultura je bistvo biti, kjerkoli, kadarkoli in v kakršnikoli obliki. Naj se spet zgodi. Organizator današnjega dogodka je likovno društvo Gornja Radgona. K mikrofonu vabim predsednico društva gospo Dano Štrucelj. Pozdravljeni. V imenu likovnega društva Gornja Radgona vas prisrčno pozdravljam.
Čist na kratko bom povedala. Likovno društvo deluje lokalno zelo močno. Imamo z vsemi zavodi in vsemi zavodi sodelujemo. Smo tudi, kako naj rečem, z posebnimi potrebami, otrokami, starejšimi. Potem delujemo na vseh področjih in tudi gremo tudi ven iz občine. In ker je naš Polde član likovnega društva, v tej hiši so se kar nekaj zgodb dogajale. In jaz bi vas prisrčno pozdravila, da uživajte danes. Brez vas, slikarjev, pa te zgodbe ne bi bilo. In hvala lepa vam.
Za kulturni program bo danes skrbel Tilen Maček, študent Akademije za glasbo v Ljubljani, smer kompozicija. Danes se nam bo predstavil s skladbami, odigranimi na kromatični harmoniki. Strokovno mnenje k razstavi bo podal predsedujoči član žirije Zlate palete, gospod magister Zoran Poznič. Predajam vam mikrofon. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, kar sem tu sedel in poslušal to čudovito glasbo, razmišljam, kaj bi vam sploh povedal o vsem tem, kar je okrog nas. Ne samo tisto, kar je na stenah, ampak nasploh. Vsi se še kako zavedamo, da smo v zelo zanimivih, turbulentnih časih, ko stare vrednote ne veljajo več, ko novih še ni, in smo nekako vsi skupaj izgubljeni v vesolju. Izgubljeni v vesolju kot družba in seveda tudi kot posamezniki. In na en način je ravno ukvarjanje s tem, kar vi v resnici tako uspešno počnete, nekakšen poizkus, predvsem samozdravljenja pred tem ponorelim svetom, ki nas obdaja, takšnim in drugačnim. In zato je še toliko bolj pomembno, da ste tu na koncu sveta v resnici v tako velikem številu in me to navdaja tudi v resnici z zaupanjem in prepričanjem, da v resnici še ni vse izgubljeno. Zdaj pa mogoče malo v vsebini. Sama sintagma sodobno slikarstvo je v resnici tako obširna, tako vseobsegajoča, da je zelo težko sploh določiti v resnici, kaj to sploh ne bi predstavljalo. Drugače je, če rečemo klasično slikarstvo, seveda smo pri klasičnem podajanju, mimetiki, mimiki, vsega tistega, kar je okrog nas samih in poizkus potem verno vse tisto, kar vidimo, prenesti na platno, v glavnem na likovno ploskvo, ne samo na platno. Pri sodobnem slikarstvu pa se stvari malo zakomplicirajo. In predvsem zakomplicirajo za kakršnokoli strokovno žirijo, ki potem odloča, kaj je tu res nekaj dobrega, kaj je napak in kaj je vsekakor vredno omembe in ogleda. Zato je ta izbor v resnici vedno subjektiven, nikoli ni objektiven. Sodobno slikarstvo nam ne govori, nas ne govarja več s svojo podobo tistega, kar vidimo, ampak nas v resnici nagovarja z notranjim svetom posamezne umetnice ali umetnika. In tu se potem stvari zakomplicirajo. Sodobna kritika, sodobna valuacija, sodobno vrednotenje vizualne umetnosti, ki nastajajo na začetku 21. stoletja, se v resnici ne ukvarja več s tehnikami, se ne ukvarja več z obrtno sposobnostjo karkoli narediti, ampak se v resnici ukvarja z samim umetnikom, z samim avtorjem. In tako so tele slike, ki so okrog nas, v resnici nekakšni psihološki portreti avtorjev. Kritika tudi tako to ceni in ocenjuje. Torej, po tisti stari sintagmi, po tistem starem načelu, apel, podobo na ogled postaviti. Tako da ste tukaj vse avtorice in avtorji v resnici postavili sami sebe na ogled, brez tega, da bi strokovna komisija vas veliko večino poznala. Nekaj pač, tam, kjer smo mi mentorji, smo se pri ocenjevanju izločili, tako da smo res skušali biti čim bolj objektivni in ne subjektivni. In potem pridemo do glavnega vprašanja, kaj v resnici sploh sodobno slikarstvo je. Odgovor seveda ni enoznačen, odgovor je zelo širok, kot je široko polje, ki ga ustvarjate. Način, kako podajate svoje vsebine, ploskve, na katerih to počnete, reference, na katere se nanašate,
znanje, ki ga imate nasploh v vizualni kulturi, te od renesanse naprej, pa še mnogo tega. Tako da mi smo predvsem sledili temu, da smo iskali nekakšne reference tam nekje v 20. stoletju, ko v resnici sodobno slikarstvo tudi nastane. Po prvi svetovni vojni se sprosti neštevilo izmov, vsi poznamo jih kar neki, to so od nadrealizma do dadaizma, do konstruktivizma, do futurizma, izmi. In tu na teh slikah okrog vas je polno referenc, se pravi na en način naslanjanja, znanja v vseh teh izmih, in to se nam je zdelo zelo pomembno, ker v resnici Zlata paleta ni namenjena samo razstavljanju in nagrajevanju in podeljevanju certifikatov in zlatih palet, ampak predvsem, da skozi ves ta proces, celoleten teh večjih 5, 4 razstav, koliko jih pač je, v resnici dobite nove informacije, se pravi, glavni namen je v resnici izobraževanje. In seveda je potem tudi naloga strokovne komisije, da ta princip izobraževanja z tistim, kar nagradimo, kar certificiramo in podamo mnenje o zlatih, srebrnih in bronastih paletah, na en način tudi sporočamo vsem vam, katere poti so prave, komu je treba v resnici, kakšnim načelom jih treba pri sodobni umetnosti, pri sodobni vizualni umetnosti slediti in kje je pot naprej. Čeprav velja, da je vizualna umetnost mrtva, da je slikarstvo mrtvo, da ni nič več zapovedati. Jaz sem obenem tudi predsednik Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije, to je združba vseh akademskih slikark, slikarjev, kipark, kiparjev, oblikovalk, oblikovalcev in tako naprej. 800 nas je. In zelo malo od teh 800 se še sploh ukvarja s tem principom podajanja snovi, ki se mu v resnici reče štafelajno slikarstvo. Ker to je le princip, ki je star 500 let, to je princip, ki je nastal včasih, ko so se ljudje prevažali z valovskimi vpregami, ko so si svetli z leščebrami, ko so živeli v zemunicah ali v kamnitih gradovih in tako naprej. In zdaj, kako vso to tehniko, oljna barva je tudi izum renesanse, čopiči, kot jih poznamo, so v resnici izum renesanse, platno v okvirju je izum renesanse in vse to je staro več kot pol tisočletja. Kako zdaj v 21. stoletju, ob vsem tem, kar se je dogajalo skozi teh 500 let, skozi zgodovino slikarstva, v resnici biti poskušan biti še relevanten, svež, inovativen, da se svojim slikarstvom tudi skušamo vsaj odgovarjati ali vsaj tematizirati tisto, kar nas obkroža, se pravi sodobno družbo. Ker moramo se zavedati, da je vedno v zgodovini slikarstvo odraz družbe, v kateri živi, v kateri deluje. Vi niste zaprti v slonokoščene stolpe, ampak ste živi ljudje iz mesa in krvi. In takšne morajo biti seveda tudi vaše slike. Tako da strokovna komisija pri tem izboru seveda je naletela na veliko težav. Prva težava je to, da smo zbirali po spletu. Slika na računalniškem ekranu ali pa na HD ekranu ene platforme druge je nujno drugačna, kot je takšna, kot je v resnici. Jaz jih zdaj prvič vidim sploh v živo. Ampak nekako rečemo, da so vse imele iste pogoje, je pa res, da to zelo potem zavisi od tega, kako tisti fotograf, ki je v društvu posnel vse te slike, ki ste jih poslali na tečaj, kako uspešnega fotografa ste imeli. Tako da je polno teh enih drobnih momentov, ki na en način včasih tudi določajo, kdo je in kdo ni. Tako da še enkrat, ves ta izbor je nujno subjektiven. Potem drugi problem pri sodobnem slikarstvu, sploh takšnem, ki ga mi nekako častimo in gojimo, je tisto, čemu se reče prekletstvo malih formatov.
Zdaj, če si predstavljate nekatere slike tu za mano in po stenah, da je to format recimo 2x2 metra. Potem ta slika govori čist na enem drugem nivoju, čist z eno drugo poezijo, čist z eno drugo energijo nagovarja gledalca. To prekletstvo malih formatov je seveda nujno. Če že drugega ni, slika mora iti skozi vrata, sliko lahko damo v prtljažnik ali na zadnji sedež avtomobila. In tu se začnejo pri sodobnem slikarstvu sploh veliki problemi. Drugič, eno osnovno včasih nerazumevanje, kaj sodobno slikarstvo sploh je. V resnici sodobne slike, sodobno slikarstvo ne bi smelo biti okvirjeno. To ni več okno v naš svet. Takšen klasičen okvir na klasični sliki v resnici predstavlja na simbolni psihološki ravni okno slikarja v svet. Sodobne slike, sodobno slikarstvo ni več to okno, ampak nas nagovarja s svojimi barvnimi odnosi, s strukturnimi odnosi, z stvarmi, ki jih v resnici ni. Se pravi, da zrastejo tam nekje znotraj nas, na našem psihološkem bitu in bitju. Tako da polno enih momentov, o katerih bi lahko zdaj govoril ure in ure, pa seveda ne bom. Tako da vam resno povem, da smo imeli kar zelo težko delo, čeprav smo potem nekako soglasno zbrali tisto, kar smo zbrali. Veliko zavrnjenih slik v resnici spada v resnici v klasično slikarstvo. Impresionizem, zgodnji ekspresionizem, to danes velja za klasično slikarstvo. Tako da res sodobnost se začne tam nekje pred 100 leti, če temu tako lahko rečemo. In potem pripelje do moderne in potem do postmoderne in do tega sveta, v katerem zdaj vi ustvarjate, ki vam ni ravno naklonjen, moram reči. Se pravi, tisto, čemur se reče visoka umetnost, vsa beži v virtualne svetove, v konstruktivizem na eni novi ravni, v tridimenzionalna okolja, virtualna, v holograme in tako naprej in tako naprej. Pa vendar na vas je, to vedno ponavljam, na vas je ta odgovornost, na vas je ta v resnici mogoče tudi sladka naloga in dolžnost, da tisto, kar je žlahtnega v teh zadnjih pol tisočletja, v resnici ohranjate vi. Tako da slikarstvo, takšno, kot ga poznamo vsi, v resnici je prepuščeno in spuščeno vam. In če vi nehate se ukvarjati s tem, kar počnete, potem je slikarstvo res mrtvo. Tako da še enkrat, kot sem dejal na začetku, jaz sem zelo vesel, da tako velikem številu, mislim, da je prišlo več kot 130 slik na natečaj, kar je v resnici zelo v teh norih časih zelo spodbudno. Tako da v imenu tudi obeh svojih kolegic vam lahko rečem, da hvala vam za tole, kar postavljate pred nas in kot sem že dejal, očitno ni še vsega konec. Tako da hvala. Gospod Poznič, najlepša hvala. Zdaj pa je čas, da za podelitev priznanj in certifikatov kakovosti na oder pokličem gospo Blanko Božič, predsednico Zveze kulturnih društev Slovenije. Certifikate ji bo pomagala podeliti Franja Senčič, predsednica Zveze kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Naj vas najprej še jaz pozdravim v svojem imenu in pa v imenu vodstva Zveze likovnih društev Slovenije. Nadaljevala bom, kjer je magister Poznič končal, z bolj kot ne statističnimi podatki. Strokovno mnenje je podal on, jaz vam naj pa natrosim seveda številke. Za nami sta že dve razstavi, katerih del ne vidimo tu. Ena je potekala v Trbovljah, osnovne tehnike in grafike.
In pa ena je še vedno vabina k ogledu v Trebnjem, v galeriji Ana, zdravstvenega doma Trebnjem. Na izbor je v letošnjem letu za vse te 4 tematske izbore, se pravi za 3 tematske razstave, prispelo 453 del. Zelo močno se je povečala udeležba ravno na sodobnem slikarstvu in pa na klasičnem slikarstvu. Osnovne tehnike in grafike so nekje v enakem številu, prispele v enakem številu in pa tudi enako število avtorjev je sodelovalo. Tokrat sem zelo vesela, da je sodelovalo 18 društev, seveda na različnih področjih. Od 22 društev, ki so vključeni v zvezo, si štejem za velik uspeh, glede na vso situacijo, na vse omejitve, ki jih je Vlada Republike Slovenije v letu 2020 in 2021 nam postregla. In seveda, če omenim še to, da je sodelovalo 143 avtorjev. 48 avtorjev z 80 deli na osnovnih tehnikah, 48 avtorjev z 82 deli na grafikah. Pri klasičnem slikarstvu se je udeležilo sodelovanja 92 avtorjev z 108 deli in pa 154 del sodobnega slikarstva z 101 avtorjem. Najprej se bomo podeljevali priznanja, in sicer po abecednem redu, ne glede na to, za katero tematsko razstavo pravzaprav gre. Priznanje za tematsko razstavo osnovne tehnike in grafike prejme avtorica Karin Abramušič za likovno delo z naslovom Zvestoba. Priznanje prejme za sodobno slikarstvo za delo z naslovom Trojica avtorica Erna Acman. Priznanje sodobno slikarstvo prejme Maja Alesio za likovno delo Objem. Jaz bi sprejela. Bomo po podelitvi bodo predstavniki pobrali. Priznanje osnovne tehnike in grafike za delo pred nastopom prejme Vesna Barbo. Priznanje osnovne tehnike in grafike za delo Lockdown Love Dragica Benčič. Priznanje tematska razstava Sodobno slikarstvo za delo Odločitev prejme Marijo Benčič. Priznanje osnovne tehnike in grafike Rajko Bogataj, grafično delo Drug za drugim. 2 priznanja, in sicer na področju klasičnega slikarstva za delo od najmanjše do največje in na področju sodobno slikarstvo april 2021 prejme avtor Vinko Bogataj. Priznanje prejme na področju osnovne tehnike in grafike Marija Bregar Hostnik za likovno delo Sunek. Na področju klasičnega slikarstva prejme priznanje Jožica Brulc za likovno delo Letiva domov.
Priznanje prejme tudi Blanka Božič na področju grafike, in sicer za delo Zrcalna in pa Potres. Priznanje prejme na področju klasičnega slikarstva Alojz Burja za likovno delo Prelet. Priznanje prejme Barbara Casarman na področju osnovne tehnike in grafike za likovno delo Čas za kavo. Priznanje na področju klasičnega slikarstva za delo likovno delo Navzkriž in na področju tudi klasičnega slikarstva za likovno delo Žabjek prejme Zdenka Cestnik. Priznanje za sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom Zdaj je tako prejme Dajana Čop. Priznanje osnovne tehnike in grafike za grafično delo z naslovom Srečanje prejme Liljana Čuček. Priznanje sodobno slikarstvo za likovno delo Rdeča druščina in likovno delo Dotik prejme Zorko Dežjot. Priznanje sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom Življenjska obdobja prejme Franc Dobrajc. Priznanje osnovne tehnike in grafike prejme avtorica grafičnega dela Mati in hči Kristina Doltar. Priznanje za osnovne tehnike in grafike za likovno delo Krik obupa in klasično slikarstvo za likovno delo Pozdrav iz Pirana prejme Irena Furlanič. Priznanje osnovne tehnike in grafike za grafično delo Kaos, za grafično delo Zaporedje in sodobno slikarstvo za likovno delo Zapored je prejme Leonida Koropevšek. Priznanje za tematsko razstavo osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Pričakovanje prejme Branka Hauptmann. Priznanje osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Trenutek v modrem prejme Gabriela Hauptmann. Priznanje osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Trenutek večnosti in grafično delo z naslovom Nostalgija prejme Andrej Hostnik. Priznanje za tematsko razstavo Klasično slikarstvo za likovno delo z naslovom Brez senc prejme Blaž Hribernik. Priznanje za tematsko razstavo osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Hrepenenje, za likovno delo z naslovom Kljubovanje ob Krki in za likovno delo z naslovom Dozorevanje prejme Boža Jambrek. Priznanje prejme za osnovne tehnike in grafike za grafično delo z naslovom Odprt Danica Janžovnik. Priznanje prejme za osnovne tehnike in grafike za likovno delo Odslužena, za likovno delo z naslovom Krik in klasično slikarstvo za likovno delo z naslovom Volk in rdeča kapica Jelka Jankel.
Priznanje za sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom Dan in noč prejme Jolanda Keršič. Priznanje osnovne tehnike in grafike za grafično delo z naslovom Stop COVID-19 prejme Karmen Korošec. Avtorica Renata Kovač prejme za likovno delo osnovne tehnike in grafike z naslovom Simbioza. Priznanje prejme za likovno delo z naslovom Trenutna inspiracija. Moja pot domov. Za grafično delo z naslovom Pogled trpljenja. Za grafično delo z naslovom Strast in pa sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom Molekule. Se opravičujem. Hvala lepa. Čestitke. Hvala lepa. Hvala. Priznanje za osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Prava pot prejme Roman Kovačevič. Priznanje osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Ostrnice in za likovno delo z naslovom Ples prejme Desanka Kreča. Priznanje klasično slikarstvo za likovno delo z naslovom Okno prejme Silvana Lavtar. Osnovne tehnike in grafike za grafično delo z naslovom Dva momenta in za likovno delo Majsko nebo El cielo di Majo prejme avtor Aleksandar Lavrenčič. Sodobno slikarstvo priznanje prejme Ivanka Lehner za likovno delo z naslovom Pridih jutra. Priznanje prejme za sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom Pop art Franc Lesjak. Priznanje osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Idoli in likovno delo z naslovom Živi in mrtvi prejme Irena Lorget Lipovec. Priznanje osnovne tehnike in grafike prejme za likovno delo z naslovom Trenutek Marja Majer-Cuk. Priznanje sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom V trenutku sam prejme Vili Mehle. Sodobno slikarstvo priznanje prejme za likovno delo z naslovom Pogled Nada Mihevc. Priznanje prejme za osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Ta hip in grafično delo z naslovom Odsluženi Boštjan Močnik. Sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom V jutranjem prebujanju prejme priznanje Mirjam Oremuš. Aha. Priznanje osnovne tehnike in grafike za grafično delo z naslovom Polesni prejme Jože Potokar.
Osnovne tehnike in grafike Društvo likovnikov Trebnje prejme Brane Praznik priznanje za likovno delo z naslovom Osamljeni. Priznanje prejme osnovne tehnike in grafike za grafično delo z naslovom Group Selfie in grafično delo z naslovom Mir in tišina Milan Predovič. Priznanje za klasično slikarstvo prejme Franc Rant za likovno delo z naslovom Ko pokuka sonce. Priznanje osnovne tehnike in grafike prejme avtorica grafičnega dela Ribi klepet Marjana Rošelj. Priznanje sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom Deskar prejme Giulio Rozier. Priznanje osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Sneži prejme Zvezdana Sabotič. Priznanje osnovne tehnike in grafike za grafično delo z naslovom Zakaj prejme Dragica Skušek. Osnovne tehnike in grafike Sabina Slana Cvikl za likovno delo z naslovom Globok in priznanje za sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom Poslednji lokvanj. Priznanje prejme za klasično slikarstvo za likovno delo z naslovom Trenutek, Jesen se poslavlja, Tolmuni, avtor Oskar Sovinc. Priznanje prejme za klasično slikarstvo za likovno delo z naslovom Gorica Marinka Starc. Tematska razstava Klasično slikarstvo priznanje prejme za likovno delo z naslovom Stopinje v snegu Dragica Sušan. Priznanje prejme klasično slikarstvo za likovno delo z naslovom Od juga na jezeru Frane Šajn. Priznanje tematska razstava Sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom Pekel nebesa prejme Marjeta Špec. Tematska razstava Sodobno slikarstvo priznanje prejme za likovno delo z naslovom Danila in njen slikar Tamara Špitaler Škorič. Klasično slikarstvo priznanje prejme avtor likovnega dela z naslovom Osternice Ludvik Šaraj. Sodobno slikarstvo, likovno društvo Gornja Radgona, avtorica Dana Štrucelj prejme za likovno delo z naslovom Krajina. Klasično slikarstvo za likovno delo z naslovom Dobro jutro Slovenija in pa sodobno slikarstvo za likovno delo z naslovom Parjenje polža prejme avtor Milan Šubic. Osnovne tehnike in grafike. Za likovno delo z naslovom Strela z jasnega in pa klasično slikarstvo za likovno delo z naslovom Mi dva prejme avtorica Marjana Tavčar.
Osnovne tehnike in grafike. Priznanje prejme avtorica grafičnega dela Klasje Helena Testen. Osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Kristali snežink in grafično delo z naslovom Konjenik prejme avtorica Milica Tomšič. Priznanje tematska razstava osnovne tehnike in grafike za likovno delo z naslovom Yin in Yang prejme avtorica Metoda Turk. Osnovne tehnike in grafike za grafično delo z naslovom Trenutek za prejme priznanje avtorica Marija Urankar Murn. Klasično slikarstvo za likovno delo z naslovom Ob oknu, za likovno delo z naslovom V paru ob gozdu prejme avtor Željko Vertl. Osnovne tehnike in grafike. Priznanje prejme avtorica likovnega dela z naslovom Trenutek sprave Anita Vozelj. Sodobno slikarstvo. Priznanje prejme avtorica likovnega dela V zelenju Jana Zagoričnik Žičkar. Osnovne tehnike in grafike. Priznanje prejme za grafično delo z naslovom Preboj Metod Zakotnik. Priznanje sodobno slikarstvo prejme za likovno delo z naslovom Ptičji protest Nataša Zaletel. Osnovne tehnike in grafike za grafično delo z naslovom Dinamični duo prejme priznanje avtorica Roža Zorc. In še zadnje priznanje za avtorja likovnega dela z naslovom Vinograd in grafičnega dela z naslovom Žalost, oboje osnovne tehnike, Benjamin Žnidaršič.
Certifikat kakovosti za delo Svetloba na koncu prejme Irena Furlanič. Certifikat kakovosti osnovne tehnike za likovno delo z imenom V dvoje prejme Marja Majer-Cuk. Certifikat kakovosti, prav tako osnovne tehnike za likovno delo z naslovom Trenutek prejme Jani Konec. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Vrbe prejme avtorica Desanka Kreča. Certifikat kakovosti za likovno delo z naslovom Tango prejme avtorica Anita Vozelj. Certifikat kakovosti, prav tako osnovne tehnike, za likovno delo z naslovom Prepeličje gnezdo prejme avtor Tilen Dominik Perko. Certifikat kakovosti za likovno delo z naslovom Breskvi prejme Branka Hauptmann. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Linije prejme Leonida Goropevšek. Osnovne tehnike sledijo grafike. Certifikat kakovosti za likovno delo Nerazdružljiva prejme Darinka Marolj. Certifikat kakovosti za izbrano grafično delo z naslovom Trije v viharju prejme Simona Zadravec. Certifikat kakovosti za izbrano grafično delo z naslovom Proti domu prejme Majda Hribar. Certifikat kakovosti za izbrano grafično delo z naslovom Izola prejme Irena Lorget Lipovec. Za izbrano grafično delo z naslovom Midva z lubadarjem prejme avtorica Liljana Čuček certifikat kakovosti. Certifikat kakovosti za izbrano grafično delo z naslovom Dan, noč prejme Ljudmila Turk. Certifikat kakovosti za izbrano grafično delo z naslovom Moto Spido prejme Milan Predovič. Certifikat kakovosti za izbrano grafično delo z naslovom Sožitje prejme Danica Janžovnik. In klasično slikarstvo. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Ravnotežje prejme Giulio Rozier. Certifikat kakovosti za likovno delo Neločljiva prejme Anita Vozelj. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z imenom Od do večnosti prejme Jelka Jantol.
Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Objem prejme avtorica Irena Furlanič. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Med staro šaro prejme avtorica Milena Tot. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z imenom Stran prejme avtorica Terglav Nejka. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Dežne kaplje prejme Branka Hauptmann. Likovno delo z naslovom Pika polonica prejme Nataša Zaletelj. In še današnji razstavljavci, sodobno slikarstvo, certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Soline prejme Ivan Žibert. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z imenom Apokalipsa prejme avtorica Erna Acman. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Nastop prejme Irena Lorget Lipovec. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Zaporedja krajine prejme Dajana Čok. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Peščena ura prejme avtorica Milena Tot. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z imenom Oddaljevanje prejme avtorica Metka Tropenauer. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z imenom Truplo prejme avtorica Danila Krpič. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Kritika in pohvala prejme Renata Kovač. Certifikat kakovosti za izbrano likovno delo z naslovom Svet sočutja prejme avtorica Erika Puc. Takole, podelili smo vsa priznanja prisotnim, ki ste tu. Podelili smo certifikate kakovosti tistim, ki ste tu. Vsi ostali prejmejo to od svojih zastopnikov oziroma predsednikov društev. Naj zaključim moj govor preprosto z besedo iskrene čestitke.
Iskrene čestitke vsem tistim, ki ste prejeli tako priznanje, kot tudi certifikat kakovosti. In naj za konec velja povabilo. 3. julija je v Mozirskem gaju bo potekal tabor ljubiteljskih likovnih slikarjev oziroma slikarjev in fotografov in pa v juniju bo še zadnja tematska razstava na Ričici. Že zdaj toplo vabljeni. Hvala, da ste zdržali celo uro z mano. In čestitke. Najlepša hvala in iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, tudi v mojem imenu. Bližamo se zaključku uradne otvoritve, zato prosim podžupanjo občine Šentilj, gospo Lidijo Šarič, da uradno otvori razstavo. Prijazen pozdrav namenjam prav vsem, ki ste se danes zbrali tukaj v tej hiši zgodb.
in pripomogli k temu, da ste napisali in zapisali še eno čudovito zgodbo. Velikokrat slišim očitke, da smo v kraju na koncu občine in da se tukaj nič ne dogaja. Jaz pa zagotovostjo lahko trdim, da je tukaj začetek naše občine in da se tukaj marsikaj dogaja. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj in certifikatov kakovosti in naznanjam, da je s tem trenutkom razstava uradno odprta in vabi k ogledu. Tako, razstava je sedaj uradno odprta. Preden pa se podamo k ogledu razstave, bi prosila gostitelja, gospoda Leopolda Methanca, da nam nameni nekaj besed. Hvala za besedo. Me veseli, da vas vidim v takem lepem številu. Tukaj v tem koncu bom malo povzel med mojimi predhodniki na koncu sveta, na začetku občine. Mi stalno trdimo, da smo tu na začetku države. Tu je vstop v našo ljubo Slovenijo. Če rečemo, da je Slovenija središče, če se vsaj obnašati se moramo, da je to središče sveta, smo potem mi tu na samem začetku središča in hvala, da ste prišli z predsednico društva, likovnega društva Radgona. Bi se rada zdaj zahvalila vsem tistim, ki ste pripomogli. Hvala seveda, to bom rekel prvo gospodu Pozniču, da se je v naše kraje prišel in upam, da še se vidimo večkrat. Gospod Zoran Poznič. Ženska brada, Bože, jaz bom pa dal nekaj iz naših krajev. Naslednja zahvala seveda predsednici Zveze likovnih društev Slovenije, Blanki Božič, da je menda po kakem daljšem premisleku rekla, ja pa gremo tja na Dražen vrh. Tako da, hvala lepa. Hvala za Tako da, gostoljubje. hvala vam. Hvala. Seveda, skoraj največja hvala, pa moram reči javnemu skladu, gospe Sabrini, ko so nekako, kdo bo to povezoval, kdo bo to isto, in jaz sem to poklical seveda tja na pesnico in hvala lepa, takoj so bili za to. Rezultati so pa že tu, tako da Sabrina, hvala lepa. Ena rožica, seveda naši povezovalki, ko je to tako lepo povedala, nas lepo predstavila. Enkrat hvala lepa. Da ne bomo seveda gremo k našemu glasbeniku za kulturni program. Tilen, hvala lepa. Upam, da se tvoje harmonike večkrat čujemo v naši hiši. Hvala lepa. Seveda, da ne boste mislili, da sem podžupanjo pozabil te glavnega v našem kraju, ali pa bi rekel občino. Hvala lepa občini, hvala lepa podžupanje. Seveda, vabljen na take prelitve, upam, da bomo še kako našli tu. Ja. Pa seveda predsednici javnega Zveze kulturnih društev, ki bi že prej opovalil, pa nisem vedel, kako se reče temu. Franja, hvala lepa. Še kaj ostalo? To bomo vi dva eno onemu dala. Ja, ti pripiši Božico, jaz pa prijavljam. Hvala vsem. V sosednji sobi je pogostitev.
Tu so pač bolj domače dobrote, seveda moja družina, glavna je žena, ko se v to spravi, če bo vam vino dobro, imamo tu lastnika vinograda, vinogradništvo Šenveter. Še kaj bi mogel reči? Glejte, ko smo že povedali, kakva hiša je to, čist odprta je gor etnološka zbirka na vrhi. Jaz sem pripravljen komu kaj reči, če vam je. V sami kleti je pa moja razstava z enim takim naslovom Železni repertoar, ampak ne zaradi tega, da je to najboljša, ampak zato, ker je železno. Tako da, povabljeni. Jaz bi še pa prosil, da se opišete, tam notri je Blanka podnesla, nekaj bi treba zapisati, pa vtise tudi vas ne doste, če želite. Hvala lepa. Tako, še enkrat hvala lepa, hvala. Povabljeni v posebno sobo, ali pa če bo še gospod Poznič komu želel, tako je navada, izreči kako. Če kdo želi kaj več zvesti v svoji sliki, se nam na voljo.